Aparat EKG za metliški zdravstveni dom. Srečanje škocjanskih podjetnikov. Odprli čebeljak kranjske čebele. Lepo pozdravljeni. V Metliškem območnem združenju Rdečega križa so danes simbolično zaključili dobrodelno akcijo Stopimo skupaj, v okviru katere so letos zbirali denar za nakup medicinskega aparata EKG, ki bo služil potrebam tamkajšnjega zdravstvenega doma. Z letošnjo že 18. akcijo in koncertom Stopimo skupaj smo zbrali 7815 € in moram reči, da smo z izkupičkom zadovoljni in da bo zadostovalo za nakup EKG aparata, ki je eden osnovnih diagnostičnih aparatov v vsakem zdravstvenem domu. Simbolični ček z zneskom zbranega denarja so danes slovesno izročili direktorici zdravstvenega doma, ki je povabila zbrane, da si ogledajo novi EKG aparat, saj so ga že nabavili in namestili v urgentni ambulanti. Aparat sam je vreden 6200 €. Za ostanek bomo nabavili drobne aparate za potrebe družinske medicine, to so stetoskopi, otoskopi, aparati za potrebe nujne medicinske pomoči. Se pravi, hitro bomo potrošili še ta preostanek, o čemer bomo tudi poročali na Rdeči križ. Nažalost pa bi v Metliškem zdravstvenem domu potrebovali še več denarja za nakup osnovne opreme. Iskreno povedano, 80% odpisanost od osnovnih sredstev je zaskrbljujoča, vendar kljub vsemu jo mi toliko šparamo, po domače povedano, da nam bo zdržala še nekaj let, tako da zaenkrat ne moramo jamrati, da pa kaj rabimo še, seveda rabimo še veliko. Sicer pa so danes v Metliškem zdravstvenem domu pripravili drugi dan odprtih vrat njihove ustanove. Nudimo svetovanje tako v ambulantah družinske medicine, v zobozdravstvenih ambulantah, referenčni ambulanti, laboratoriju. Skratka, odprli smo vsa vrata, tudi za naše najmlajše, katerih obisk je tudi najštevilčnejši. Rdeča nit dneva pa je bila preventiva, ki jo želijo čim bolj približati občanom. Želimo, da bi občani videli, da s svojim preventivnim delovanjem v bistvu sami lahko skrajšajo čakalne dobe, če sem lahko malo ironična. Dogodku so se pridružili tudi v Metliškem območnem združenju Rdečega križa, kjer prihodnjo sredo prav tako pripravljajo dan odprtih vrat njihove dobrodelne ustanove. Takrat tudi vljudno vabimo vse na predstavitve temeljnih postopkov življenja, opravljali bomo meritve, se pravi krvnega sladkorja, pritiska in res vljudno vabim, da se nam pridružijo. To bo namreč osrednji dogodek v nizu drugih, ki se v sklopu tedna Rdečega križa v tem mesecu vrstijo v Metliški občini. Približno 70 obrtnikov in podjetnikov, kolikor jih po oceni župana Jožeta Kaplerja deluje v škocjanski občini, znatno pripomore k gospodarski uspešnosti in prodornosti njihove lokalne skupnosti. Nekaj več kot 10 se jih je sinoči udeležilo srečanje podjetnikov, na katerem so se seznanili s priložnostmi in storitvami, ki jih omogočata novomeška območna obrtno-podjetniška zbornica in razvojni center. V škocjanski občini zadnja leta veliko pozornosti namenjajo lokalnim obrtnikom in podjetnikom. Ob proračunskih sredstvih za malo gospodarstvo in podporo nudijo tudi s subvencioniranjem obrestne mere, za garancijo kreditov v okviru garancijske sheme Novomeškega razvojnega centra pa se vsaj zaenkrat ne odločajo. Zdaj, ali je gospodarstvo tako dobro že samo razvito, pa v bistvu sami dobro obračajo svoje sredstva, da ne potrebujejo kreditov, ali se poslužujejo leasingov, ali pa pač mogoče še ne vejo dosti dovolj za garancijsko shemo. Leta 2016 so dolenjska podjetja s pomočjo garancijske sheme dobila približno $500 000 finančnih spodbud, lani že več kot $1 milijon. Garancijska shema ima zelo ugodne kredite, z recimo obrestno mero 6-mesečni evri plus 1,5%, s tem, da določene dolenjske občine, ravno tako Škocjan, zagotavljajo subvencije obrestne mere na letnem nivoju, kjer dejansko lahko 50% vseh že poplačanih obresti povrnejo. Predstavniki območne obrtne zbornice so prisotnim predstavili dejavnosti slovenske poslovne točke Spot, ki je vsebinska nadgradnja nekdanjih e-Vem in Vem točk. Vse storitve za podjetnike in mikro, mala ter srednja podjetja bodo v naslednjih 5 letih brezplačna. V obliki informiranja, svetovanja,
Organizirali jim bomo delavnice, usposabljanja, izmenjave dobrih poslovnih praks, vse z namenom pomoči podjetjem. V Škocjanu se v bodoče nadejajo še boljše gospodarske slike, predvsem zaradi poslovne cone v Dobruški vasi. Interes je velik, pogovori potekajo, pač nekateri prihajajo tudi v zaključno fazo, tako da ja, jaz še enkrat poudarjam, sem optimist, da bo ta cona letos razprodana. Kot je znano, si v Škocjanu samo v coni obetajo najmanj 150 novih delovnih mest. Krožno gospodarstvo kot nov gospodarski model v Evropi vse bolj pridobiva na pomenu. Tudi kot odziv na sveženj o krožnem gospodarstvu, ki ga je Evropska komisija sprejela decembra 2015. Slovenija že izvaja krožno preobrazbo z več ukrepi in v sklopu priprave nacionalnega kažipota za prehod v krožno gospodarstvo. O tem je tekla beseda na 3. mednarodni konferenci Circular Change v Kostanjevici na Krki. Srečanje o krožnem gospodarstvu z več kot 200 udeleženci iz 15 držav so pripravili v platformi Circular Change. Naše glavno poslanstvo pa je prav mreženje, se pravi sestavljati akterje krožnega gospodarstva, tiste, ki so že na tej poti, da se povežejo. Imamo že močno zavedanje v samem gospodarskem sektorju za strani mest, lokalnih skupnosti. Res pa je, da moramo narediti še veliko na spremembi krožne, tako imenovane krožne kulture pri vsakemu od nas. Se pravi, da bomo tudi kot potrošniki začeli se zavedati tega pomena. V razpravah in spremljajočo razstavo so predstavili primere dobrih praks z različnih področij. Tu smo predstavili področje ravnanja odpadkov, kjer imamo v nekaterih okoljih že danes dosežene takšne cilje, kakršne si je Evropa zastavila za leto 2030. In generalno je Slovenija tu korak pred evropskim povprečjem in smo mi tisti, ki ustvarjamo lahko tudi neke trende. Na področju biogospodarstva, kako iz kmetijstva, gozdarstva, predelave teh produktov ustvariti nove materijale, ustvariti energijo, kako z sodelovanjem kmetijstva, kemije, na področju plastike, z bioplastiko nadomestiti fosilne plastike in podobno. Tu pa je še marsikaj za postoriti. V ospredju konference so bili pomeni inoviranja za krožni prehod, novi modeli poslovanja in kmetovanja, izkoriščanje odpadnih snovi za surovine in vire, novosti na področju razvoja in uporabe materialov ter vloga gozdno-lesnih verig pri krepitvi mednarodne konkurenčnosti Slovenije. V 3. zavarovalnici po tržnem deležu pri nas, Adriatic Sloveniki, so zadovoljni s poslovanjem in rezultati, ki so jih dosegli lani. Rast premij beleži tudi novomeška poslovna enota, so poudarili na današnjem srečanju z novinarji. Lani so na področju škod zabeležili intenzivno leto. V Sloveniji je bilo 9 večjih neurij, ki so seveda tudi na škodnem delu pustile posledice. Dejstvo pa je, da se zadeva izboljšuje v primerjavi s preteklimi leti, zaradi tega, ker vsi občutimo, da je konec gospodarske krize in to seveda pozitivno vpliva tudi na poslovanje naše zavarovalnice. Ki je letos trgu že predstavila nekaj novosti, med katerimi je ključna Moj življenjski kasko. Postavimo na produkte, ki bojo zavarovancu nekako nudili celovito zaščito, predvsem ta njegovo osebno zaščito. Govorimo predvsem o produktih življenjskih zavarovanj, v kombinacijah z asistenčnimi zavarovanji, nezgodnimi zavarovanji, zdravstvenimi zavarovanji. Novomeška poslovna enota pokriva Dolenjsko, Posavsko in Belokranjsko območje s 5 poslovalnicami in 8 pooblaščenimi agencijami. Prisotni smo z vsemi vrstami zavarovanji, zberemo skupaj na poslovni enoti v Novem mestu dobrih 17 milijonov premije, od tega dobrih 10 milijonov na premoženjskem delu, ostalo so pa življenjska in zdravstvena zavarovanja. Novomeška poslovna enota ni med največjimi v skupini, je pa zanje izjemno pomembna, poudarja prvi mož zavarovalnice. In smo zelo zainteresirani, da je poslovna enota tudi močno vpeta v lokalno okolje, da sodeluje z gospodarstvom Dolenjske. V zavarovalnici je zaposlenih 1076 ljudi, od tega 44 v novomeški poslovni enoti. Njihovo število pa povečujejo predvsem v prodaji in deficitarnih poklicih. Bliža se 20. maj, ko bomo prvič obeležili Svetovni dan čebel, pobudnica katerega je bila Slovenija.
Za uvod v praznovanje so poskrbeli v Višnji Gori, ki velja za rojstni kraj kranjske sivke. Včeraj so z odprtjem čebeljaka kranjske čebele in parka medovitih rastlin začeli pisati novo čebelarsko poglavje. Čebeljak bo namenjen izobraževanju, pa tudi protokolarnim in mednarodnim obiskom. Nad njim bosta bdela domačina Alojz Miklič in Franc Bobnar, sicer člana čebelarskega društva Stična, ki bosta skrbela, da bodo neki donosi tudi, da bo nekaj efekta od tega. Da bodo lahko tudi učenci pa vrtci hodili pogledati. Zdaj v Višnji Gori te možnosti ni bilo. Prihodnji petek bodo v neposredni bližini čebeljaka postavili obeležje kranjski čebeli, Ivanška občina pa namerava v prihodnje obnoviti še staro šolo. Gradbeno dovoljenje že imajo, dela pa so ocenjena na 1 milijon evrov. V stari šoli bo nastala hiša kranjske čebele, s tem bo kranjska čebela dobila svoj dom. Višnja Gora in občina pa nek objekt, ki bo služil tako za čebeljo zgodbo, kot tudi za promocijo vsega, kar v občini imamo. Novi čebeljak sicer vsebuje 20 panjev, njegovo postavitev pa je sofinancirala SID banka. Mnenja smo, da tak čebeljak lahko ozavešča o pomenu čebel, njihovih dejavnostih in seveda tudi daje promocijski faktor Sloveniji. Svetovni dan čebel je namenjen ozaveščanju o izjemnem pomenu čebel za preživetje človeka. Vsaka tretja žlica hrane je odvisna od opraševanja čebel in treba je pač ustvariti take pogoje, da bodo čebele lahko preživele. Če jim ne bomo pomagali, bomo ostali brez hrane, še izpostavlja. V naslednjem prispevku bomo otroško razpoloženi. Dan vrtca Ciciban iz Novega mesta so otroci in njihovi starši praznovali skupaj z zaposlenimi z gibanjem v naravi, kjer so krepili zdrav duh v zdravem telesu in se na najlepši način spomnili našega olimpionika Leona Štuklja. Starši in otroci so se podali na številne zabavne gibalne dejavnosti. Na koncu pa so vsi, ki so uspešno opravili 7 gibalnih izzivov, dobili medaljo. Jaz sem bolj tam telovadil z mamico. Jaz sem pa prvo, ko moraš iti tam, pa še tam, ko si mogel tekati. Vrhunska, otroci se zabavajo, starši se zabavamo, vzgojitelji so prijazni, zelo lepo, že lansko leto smo bili prvič, letos smo drugič. Vsak let je boljš. Vključeni smo bili dejansko vsi zaposleni in smo pripravili 22 raznolikih gibalnih nalog. Imeli smo tudi gimnastiko v čast Štukljevega leta, delali smo prevale, se kotalili, vaje ravnotežja smo trenirali, hkrati so igrali z naravnimi materiali. Ciciban je potekal pri Kozolcu na posestvu šole Grm Novo mesto, center biotehnike in turizma. Udeležba je zelo dobra, kljub temu, da je bila vremenska napoved slaba, se je udeležilo veliko število otrok in staršev, tako da smo zadovoljni. Vsaka minuta preživeta med gibanjem v naravi je odlično preživeta, so poudarili na dnevu Cicibana. Svoje kandidate v 6. volilni enoti za državnozborske volitve, ki bodo v začetku junija, je predstavila stranka Andrej Čuš in Zeleni Slovenije, ki je prepričana, da je nastopil čas za menjavo generacij v slovenski politiki. V trebanjski občini bo kandidiral Zvonko Lah, dolgoletni poslanec in nekdanji župan občine Mirna Peč, ki se bo zavzemal za tisto, kar sem tudi zdaj v parlamentu delal, področje, ki sem jih pokrival, ki jih najbolj poznam. To je lokalna samouprava, okolje in prostor ter kmetijstvo. In tukaj mislim, da Dolenjci smo zapostavljeni, najprej z infrastrukturo. V novomeški občini bo kandidiral Igor Sladič, ki ima več desetletne izkušnje v sindikalnem gibanju, zato na prvo mesto postavlja delavca. Jaz bi se predvsem zavzemal za Dolenjsko, da bi dobila dobro povezavo z severom Slovenije. To je 3. razvojna os, ampak drugače modificirana. Novo mesto, obvoznico vzhodno in zahodno, 2 nova mosta, da povežemo Belo krajino. V občinah Krško in Kostanevica na Krki bo za poslanko kandidirala Samanta Ferleš, ki ima kljub mladosti že veliko političnih izkušenj.
Če govorimo v lokalnem nivoju, najprej moram povedati o varnosti na cesti, torej jaz bi se najprej zavzela za ureditev cestnih povezav, ki že leta stagnirajo, se pravi državnih cest. Druga točka, ne smemo pozabiti na Kostanjevico na Krki, protipoplavna zaščita v Kostanjevici na Krki. In pa tretja točka, skrb za vse generacije, torej mladim omogočiti službe, dostop do stanovanj in pa skrb za starejše. V stranki Andreja Čuša in Zelenih Slovenije se sicer zavzemajo za vzpostavitev pokrajin. Predvsem zaradi tega, ker na papirju bi se naj država zavzemala za skladnejši regionalni razvoj, pa vidimo v praksi seveda, da velika večina sredstev za skladnejši regionalni razvoj že danes gre v najbolj razvite kraje. In tukaj tudi opozarjamo na velik problem in tragedijo, to je množično izseljevanje mladih. Dovolj je pogovarjanja in pogrevanja zgodovine, je prepričan Čuš. To so bile petkove novice. Želimo vam lep konec tedna z vsem tistim, kar sodi zraven. Nasvidenje.